Gledate Gorenjska poročila na GID TV. Gorenjski muzej je v sodelovanju z zgodovinarjem in zbirateljem Mišem Serajnikom postavil na ogled odlikovanja druge Jugoslavije. K zbiranju ga je napeljal izpit iz splošne zgodovine. Delal sem splošno zgodovino in sem šel mimo starinarnice in tam zagledal tole odlikovanje. To je Verdienstkreuz ohne Krone, avstrijsko. Takrat nisem še vedel. Kasneje me pa zanimalo, kaj to je za ena stvar. No in potem sem ugotovil, da je to oficirska odlikovanja za na fronti, brez fronta pomeni tele črtice, pa brez krone. In s tem se je pa začelo. Od takrat je zapisan faleristiki, vedi o odlikovanjih. Zbiral je predvsem vojaška odlikovanja vojakov v frontnih linijah, na primer iz bitke pri Verdenu ali vzhodne fronte v drugi svetovni vojni. Zanimala so ga predvsem nižja odlikovanja. Recimo avstrijsko odlikovanje Laeso Meliti, to je odlikovanje za rane. To se 1 črta, 2, 3, 4, si vedel, kolikrat je bil ranjen. In to se mi je zdelo tako, odlikovanje res iz krvi podeljeno, ne tiste salonske, ki se kakšne dame dobijo zato, da imajo lepšo toaleto, ampak tisti je znoj in kri dajal za to, da je dobil tam en pocinkan odlikovanje. Sčasoma je ugotovil, da ga zanima preširoko področje, zato se je osredotočil samo na odlikovanje Jugoslavije, torej čas partizanov med vojno in po njej. Odlikovani so bili predvsem komunisti, čeprav je bilo v Sloveniji po koncu druge svetovne vojne 85.000 smrtnih žrtev, od tega 5.000 komunistov. Gre za ta ritual tega novega razreda ali pa komunistične elite, ki se neusmiljeno krasi z odlikovanji in pa gre tudi za nekaj prizorov s pogrebov. Se pravi, odlikovanja spremljajo človeka do konca življenja. Veliko odlikovanje je Serajniku predal oče, saj je bil prejemnik mnogih odlikovanj, pa tudi sorodniki, prijatelji. Na ogled je postavil 2 vrsti, rede višje ravni in medalje nižje ravni. Skupaj je bilo podeljenih skoraj 2 milijona odlikovanj. Vidimo, da večino so si jih podelili tam že do leta 50. Se pravi, z odlikovanji je ta novi razred sebe konstituiral in se potem, bolj ko se je staral, bolj se je krasil z odlikovanji. Se pravi, ta generacijski egoizem se tudi tukaj da dokazovati. Ikonografija odlikovanj kaže, da izstopajo revolucionarno ideološki motivi, opanki, srpi, kladiva. Slovenija posebne tradicije odlikovanj nima. Serajnik je posebej raziskal odlikovanja, podeljena v njegovem rojstnem kraju. Jaz sem iz Bohinja in sem malo proučeval, kaj so Bohinjci dobivali, pa moram reči zelo slabo odlikovani, nizko odlikovani, tako da sem bil prav v resnici razočaran nad državo ali pa tisto organizacijo, ki bi morala predlagati te ljudi. Spopad za odlikovanja je pomenil tudi spopad za mesto v hierarhiji. Tako je Dežman odlikovanja opredelil kot osebno izkaznico režima. Bila pa je to predvsem domena moških, saj sta se med junakinjami socialističnega dela znašli le 2 tovarišici.